Kakšni naj bi bili preventivni programi za mlade za preprečevanje zasvojenosti z ekrani? Ja, preventivni predvsem usmerjeni v to oblikovanje skupnosti, to je en del, se pravi, da mladi imajo izkušnje živeti z drugim, s konkretnim človekom, ne, da lahko izkušajo, da se krepijo veščine za to. Potem drug del je to, da morajo skrbeti za to, da mladi dobivajo izkušnjo, da se je treba za stvari potruditi, da se ne zgodijo kar tako same od sebe z enim klikom, ampak da je treba nekaj vložiti v to. Tretja stvar, ki se mi zdi ključna, je to, da morajo biti programi namenjeni podpori tem razvojnim nalogam, ki jih imajo mladi ljudje za osvojiti, se pravi, da zaznavajo sami sebe, svoje telesne spremembe, svoja čustva, da znajo vzpostavljati odnose, da se znajo postavljati v različne vloge in tako. Pa zdi se mi, da je smiselno, da so stvari analogne, kadar se da, se pravi, da se uporabljajo metode, ki niso vezane na zaslon. Imamo jih dovolj, ne, in da take stvari uporabljamo in razvijamo. Kje vse v družbi pa lahko uporabljamo te pristope? Se pravi, tukaj niso samo starši, ampak verjetno še družba kot celota. Aha. Ena stvar je to, da starši poskušamo delati na načine, ki podprejo mlade, da se lažje razvijajo. Drug del je to verjetno, da so to šolski programi, ki se jih da prilagoditi oziroma paziti na to, kako izvajamo, ker ni nujno, da je vsaka vsebina, ki učitelji predstavljajo, predstavljena čez digitalno tablo, ampak je lahko tudi na drug način. Tretji nivo je verjetno delo različnih organizacij, ki delajo preventivne programe, se pravi organizacij, ki organizirajo dogodke, dejavnosti za mlade, malo manj mlade in podpirajo ljudi za to, da se znajdejo v tem svetu. In četrt je verjetno nek splošen pristop k temu, da ni nujno, da se vsaka stvar zgodi skozi ekran. No? Čeprav je seveda digitalno nam blizu in relativno poceni v primerjavi z drugimi možnostmi. Omenjali ste to, da se današnji otroci ne znajo toliko potruditi, niso navajeni se truditi za dosego cilja. V predstavitvi ste tudi omenjali, da dobivajo nagrade tudi že samo za sodelovanje, za zadnje mesto. Po drugi strani imamo pa tudi problem v družbi pretirane tekmovalnosti, ki je zdaj, kako iskati to pravo mero. Jaz mislim, da otroci morajo dobiti nagrado za takrat, kadar se potrudijo za nekaj. Zdaj, to nekaj, ti izzivi, zakaj se trudijo, morajo biti pa prilagojeni starosti. Otroka seveda pohvalimo ta prvič, ki si zna sam čevlje zavezati. In bomo to, ga crtljali takrat, in mu ponudili marsikaj. Ko jih bo pa 50-tič sam zavezal, pa temu ne bomo več ponujali pozornosti. Ampak bomo začeli nagrajevati nekaj drugega, kar bo bolj kompleksno. Recimo bo čevlje zavil in bundo oblekel in že kapo dal na glavo in ga bomo takrat za to pohvalili. In to je ta del, kjer je treba dozirati pohvalo oziroma nagrado za nek trud. Seveda ne pa samo pohvaliti, kadarkoli je človek naredil, že sam, da je bil tam. Ker to, ja, če je bil to izziv, ki ga hočemo, potem ga pohvalimo za to. Ni pa to tista ključna stvar. Po drugi strani je pa pomembna stvar pa pri tem zgodbi o tekmovalnosti, je pa potrebno ustvarjati okolja, kjer lahko mladi ljudje dobijo izkušnjo, da so samo skupaj zmagovalci. Se pravi, da ne gre zgolj za individualne uspehe, ampak da razvijamo okolja, kjer je skupnost pomembna, kjer je pomembna podpora drugim in drugih tebi, zaradi tega, da potem mladi izkušnjo to skupnega uspeha dobivajo. To se meni zdi ključna stvar za premagovanje te vse splošne tekmovalnosti. Je pa res, da smo s to tekmovalnostjo bombardirani vsak dan iz medijskega prostora in ne samo iz medijskega prostora, tudi če poslušate diskurs, kjerkoli se te stvari začnejo pojavljati, politično in ne. In je to tisti del, kjer je treba na nivoju lokalnih skupnosti začeti povezovati manjše skupine ljudi, da bojo skrbele drug za drugega in na ta način ostajale skupaj in na ta način lahko presegamo tekmovalnost.